V Cankovskem vaško-gasilskem domu je bila v soboto osrednja proslava ob 13. občinskem prazniku. Župan Drago Vogrinčič se je v govoru med drugim zavzel za več solidarnosti v današnjem svetu, kjer so po njegovem mnenju ruralne občine v podrejenem položaju, predvsem glede gradnje razne infrastrukture. Brez skladnega gospodarskega razvoja demografsko ogroženih območij države uničujete gospodarsko-politično suverenost Slovenije. Vendar pojdemo domov na dvorišča naše občine. Po desetletju prizadevanj smo zgradili pomurski vodovod. 85% gospodinjstev omogoča priklop na javno omrežje. Ko smo bile goričke občine na tnalu limita evropskih sredstev, sem moral požreti z nekaterimi mojimi kolegi, župani grenko slino, da Gerlinci čakajo na drugo fazo izgradnje. Občina Cankova ima urejene finance, ker gospodari racionalno, vlaga v investicije in dolgoročne naložbe. Zgradili smo kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave za polovico gospodinjstev. In kot se to dogaja v naših življenjih. Izgradnja vodovoda in kanalizacije zahteva vzdrževanje in po državnih in evropskih standardih plačevanje stroškov za vodo in za čiščenje odpadne vode kanalščine. In ljudi moramo obremeniti s plačilom priklopa in stroškov. Občanom, ki so v težavah, prisluhnemo, da plačujejo na obroke. Resnično bi želel biti župan najboljši človek na svetu, vendar priznam, da obveze moramo izvajati. Realen svet in zakonska določila so stvarnost in je na tem svetu vse naravnano tako, da je potrebno za dobrine in standard plačevati. Občina Cankova je v obravnavi elaborata za enotno ceno vode zastopala odgovorno pošteno stališče, ki ji pritrjuje ustava, da bi morala biti cena vode enaka za vsakega, ne glede ali živi v Ljubljani, Soboti ali na najbolj osamljenem Goričkem bregu. Žal smo vsi, ki nismo meščani, zaradi omrežnine obremenjeni z višjimi plačili. Kričal sem na vseh sestankih sveta javnega podjetja Vodovod sistema B, da to ni pošteno. Imam pa v rokavu samo nekaj več kot 2% glasovalne moči. Občina Cankova iz proračuna subvencionira ceno za vodo in odpadne vode, da so položnice, ki jih vsak dan več za nas občane, tudi za vas občane, manjše. V zadnjih letih se na demografsko ogroženih območjih v Sloveniji veča razvojni zaostanek zaradi državne centralizacije. Občine smo soočene z zmanjševanjem finančne izravnave. Oblast pa sprejema zakonodajo, ki dodatno obremenjuje naše proračune. Občina Cankova na podlagi široke razvojne projekcije pripravlja za vsa področja gospodarsko-družbenega razvoja projektno dokumentacijo za pridobitev državnih in evropskih sredstev. V zadnjih letih smo občine preprosto lačne razpisov. V proračunu zagotavljamo svoj delež, razpisov ni, na kakšnega za par 100.000 evri se prijavi veliko občin. Za večino pa je izplen drobižek ali pa nič. Zato občina Cankova ne priznava občinskih in nedržavnih mej, zavedajoč se, da z večjimi povezovalnimi projekti smo lahko uspešni. Moj kredo je, da se s teritorialno majhnostjo ne obremenjujemo. Potrebno je iskati poti in se povezovati. Toplo je pozdravil učenke in učence iz pobratene občine iz Poljske. Izrekam dobrodošlico in pozdravljam učenke in učence šole pobratene občine Ločna iz Republike Poljske z namestnico direktorja gospo Jolanto Žaček. Srečen sem, da ste ambasadorji prijateljstva med našima občinama, ki nas povezuje domoljubno slovansko srce.
ko sem lani avgusta obiskal občino Ločna, sem na šoli povedal: pobratanje med našima občinama gradimo z mostovi sodelovanja, kar oba župana in vodstva obvezuje v iskanju povezovanja za naše ljudi. Obljubil sem, da se prijavimo na razpis projekta Erasmus. Hvala naše in šole v Ločni, hvala dr. Goršakov in učitelju Vidu, da je bil projekt uspešen. Ob priložnosti so podelili tudi občinske zahvalne listine, ki so jih prejeli Milenka Obal za dolgoletno delo na področju predšolske vzgoje. Gospa Milenka Obal je službeno in strokovno pot začela kot vzgojiteljica v vrtcu Murska Sobota. Od leta 1980 pa na Cankovi. Vseh 36 let službe v vrtcu je z vsem srcem odgovorno, nesebično skrbela za vse zaupane otroke. Vse strokovne in človeške talente je darovala v skrbi in pomoči našim srčnim in najbolj nežnim, iskrenim občankam in občanom. Gospa Milenka je preprosto živela za svoje varovance, zavedajoč se vse njihove otroške ranljivosti, hkrati pa, ker so iz strani staršev zaupani, da jim je dolžna posredovati varstvo in se vživeti v njihova otroška srca. Zahvalno listino je prejela tudi družinska kmetija Kuzma kot primer dobre prakse. Kmetija Kuzma Skakovci je večgeneracijska družinska kmetija. Začetnika Martina Kuzmo, ki ga je nasledil sin Branimir, je leta 2011 pri 26 letih prevzel z vso strokovno odgovornostjo sin oziroma vnuk Damjan. Priden in šarmanten Damjan osvoji srce Mojce iz sosednje občine ter ustvari družino s hčerkama Ano in Hano. Živijo v objemu harmonije družine, narave in tehnološkega razvoja. So odličen zgled sodobne kmetije. Izobrazba obeh mladih prevzemnikov botruje, da sledijo napredku, novim tehnologijam, sodobnim strokovnim trendom v živinorejski in poljedelski proizvodnji. Čestitke. Listino je prejela tudi tamburaška skupina Odpisani za dolgoletno delo. Tamburaška skupina Odpisani nadaljuje kulturno tradicijo ljudske glasbe na Cankovi, ko so daljnega leta 1927 na pobudo najstarejšega godca Jožefa Prasla ustanovili tamburaški zbor. V času druge svetovne vojne je delovanje zbora zamrlo. Leta 1951 pa so se mladi cankovski tamburaši ponovno organizirali pod vodstvom Jožefa Prasla. Z ljubeznijo do domače ljudske glasbe so ohranjali in žlahtili domačo slovensko pesem. In Strelsko društvo Graničar Cankova za 60 let delovanja. Strelsko društvo Graničar Cankova je bilo ustanovljeno leta 1956 in je lansko leto praznovalo 60-letnico delovanja. V vsem obdobju je v okrilju društva družilo več generacij. V tem športu ni mladih ali starejših. Povezuje jih ljubezen in veselje, da z mirno roko in očesom sokola streljajo v središče tarče. V življenju vsakega športa so obdobja odličnih rezultatov. Ko pa oko ni natančno ali roka zaniha, pa metki ne zadevajo sredice tarče. Veliko pa pove, da je na Cankovi strelstvo živo, tudi v današnjem času, kar potrjuje moč temeljev društva, dobra organiziranost, predvsem pa prijateljsko druženje članov tega plemenitega športa, kjer ni prekrškov, ampak štejejo fizična in psihična pripravljenost strelca.
V kulturnem programu so nastopili otroci iz tamkajšnjega vrtca, mešani pevski zbor društva upokojencev Cankova, učenci osnovna šola Cankova in poljski učenci pa so skupaj zapeli balado nemške skupine Scorpions Wind of Change. Osrednjo proslavo v občinskem prazniku Cankove so tako zaključili v duhu sprememb.